naše letališče med najslabšimi v Evropi. Samo bližnji Zagreb nam bo letos, bili smo pri njih, speljal 200.000 potnikov. Kaj torej tam delajo prav in pri nas narobe? V 24 ur Focus boste videli tudi, da imamo v Sloveniji uspešno letalsko družbo, ki ima več potniških letal, kot jih je v najboljših časih imela Adria. Poslujejo z dobičkom in bi radi leteli tudi z Brnika. Kaj torej storiti, da se ne bo ponovil scenarij Adrie, ki je za seboj pustila skoraj 100-milijonsko luknjo? Nika Konavar. Dediščina Adrie. Slovenski letal še umrl. Bilo pa fajn, da tudi do Slovenije odgovarjal. In slovensko letalstvo danes. The decision where to fly is done and made by the airlines, and it's demand driven. Slabe povezave, potniki bežijo v bližnji Trst, Benetke, Dunaj, Gradec, Zagreb. There are more than 20 airlines operating at Zagreb Airport, including the largest 5 airlines and the groups at the Europe. Povezljivost države pomeni tudi konkurenčnost države, nedvomno. Promocija države, turizem, gospodarstvo in posledice. Bilo je kar nekaj pritožb, že Nemcev je bilo precej manj, kot smo pričakovali, da v Skandinavcih ali odkjer druge ne govorim. Je nova Adria res edina rešitev? Nisem zato, da se naredi firma, sam zato, da bomo imeli firmo, pa naj dela zgubo. Začeli smo z enim letalom v Afriki, danes popravljamo floto 16 letal. Kakšna bo torej politična odločitev o letalski prihodnosti Slovenije? Ljubljana in Zagreb, letališči oddaljeni zgolj 150 km. Razlika že na prvi pogled. Od zasedenosti parkirišč, števila potnikov, tudi ponudbe. Iz Zagreba ta trenutek leti 31 letalskih družb, iz Ljubljane 18. Poleti bo iz Zagreba možno leteti na skoraj 60 destinacij, število potnikov bo temu primerno skoraj 4 milijone. Iz Ljubljane bo možno leteti na precej manj destinacij, število potnikov bo predvidoma 3-krat nižje. Hrvaška država se je odločila, da bo njihovo največje letališče upravljal koncesionar, model javno-zasebnega partnerstva torej. Tam ima svojo bazo tudi njihov državni prevoznik Croatia Airlines. Na drugi strani je Slovenija svoje osrednje letališče prodala nemškemu Fraportu. Pred slabimi 4 leti pa je v bankrotu končala še Adria. It's not gonna be too ethical for me to comment on an airport we are competing. But Ljubljana Airport has also its potential. Disadvantage, I have to say, is being too close maybe to other airports, such as Venice, which is quite a large airport, and Trieste, and Zagreb, and Graz, and even Vienna. Koronsko obdobje, ko se ni potovalo, je zanje, nam razlaga vodja letališkega razvoja, že zgodovina. Če primerjamo številke, lani so že imeli skoraj enako število potnikov kot leta 2017. Na ljubljansko letališče se je medtem vrnila zgolj dobra polovica. Airport has been built recently in 2017. It has been designed to accommodate 8 million passengers. So the building is ready to expand further. The current capacity is at 5 million. Znate, da je sad nekako intencija na svjetskoj razini već dugo vremena da su aerodromi na neki način shopping mall. Imamo i ponudu, odličnu ponudu restorana, kafića, ali isto tako i ponudu raznih trgovina, duty free shopa, od parfema, naočala, odjeće, pa do elektroničkih uređaja i tako. Največja lastnica letališča je država. Sledi mesto Zagreb, manjša lastnika pa sta še Zagrebška županija in mesto Velika Gorica. 30-letno koncesijo so pred 10 leti podelili francosko-turškemu podjetju Zagreb International Airport Company. Zgolj 5% potnikov je Slovencev, a številka bo, od vstopa v Schengen namreč beležijo občuten porast, letos predvidoma za tretjino višja, to je 200.000 potnikov. Da bi jih prevabili še več, bodo predvidoma ta mesec uvedli direktno avtobusno povezavo s središčem Ljubljane. Na ploščadi ljubljanskega letališča se dobimo s poslovno direktorico Fraporta. Okrevanje poteka počasi, priznam. Razlog za to vidi predvsem v majhnosti države. We are not a Greek island. I wish sometimes we were, but we are not. So we don't have mass tourism and we don't have ethnic traffic. That's the biggest
I think, difference and what is making our life not easier. Our system is actually feeding the big European hubs, yeah, and that's taking time right now. Po zadnjih podatkih smo lani zabeležili največji upad števila potnikov med vsemi državami Evropske unije. Letos je, podatki so do konca maja, preko Ljubljane letelo dobrih 400.000 potnikov, kar je, pravijo na Fraportu, polovico več kot lani. Zato se nikakor ne strinjajo z očitki, da delajo slabo, da se letališče ne razvija in da zato počasi, a zanesljivo izgubljajo položaj v regiji. I think the number speak a really clear language. If we have 50% more until now than last year, we are going forward. We do believe that we will recover in 2026. Our role is to be infrastructure provider and a service provider. The decision where to fly is done and made by the airlines. Fraport po celem svetu upravlja več kot 30 letališč, najbolj znano v skupini pa je frankfurtsko. Za nakup Brnika so pred 9 leti odšteli 235 milijonov evrov. V tem času so zgradili nov potniški terminal, ki je stal 24 milijonov, dodatno so v letališče investirali še 67 milijonov evrov. This year we will invest another 13 million. And if we look a bit into the future, until maybe 2030, we'll have invested 130 million in this airport, which is half of the price that we paid for this airport. Nazadnje, ko sem bral neko analizo, kako je povezljivost, so bila tako določena obrobna letališča v Bosni boljše povezane. Primož Jovanović, dolgoletni pilot Adrie, je v poslu več kot 30 let. Inštruktor letenja, kapitan, ki je tudi na čezoceanskih letih naletel za 9000 ur. Enostavno potrebe oziroma specifična trga slovenskega je taka, da tujih prevoznikov ne bo. Je par linij, to se je vedno vedlo, Zürich, Frankfurt, München, mogoče tudi Pariz, ki so bile vedno dobičkonosne in te linije so pokrite. Ostale linije, ki jih je pa pokrivala Adria, je pa interesa zelo malo. Slaba letalska dostopnost tako ali drugače vpliva na gospodarstvo, je prepričan. Težko je prilagajati svoje neke delovne obveznosti na to, da boš, ne vem, imel v torek sestanek, pa boš ti zaradi tega 2 dni prej šel z Brnika, ker ne moreš drugače, ampak se boš odpeljal na najbližje letališče, ker so povezave večje, frekventnejše in denar pustil tam. Simon Herman, priznani ljubljanski travmatolog, predsednik sekcije za ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah. Pred mesecem dni je v Ljubljani sodeloval pri organizaciji Evropskega kongresa za kirurge, urgentne kirurge in travmatologe. Evropski kongres pomeni, da je treba vsaj 1000 ljudi v roku 2 dni pripeljati k nam in potem v roku 2 dni zopet to maso ljudi odpeljati ven. Konkretno pri nas je bilo 842 registriranih udeležencev, večina jih je prišla še z spremljevalci ali spremljevalkami, nekateri pa tudi s celimi družinami. In bilo je kar nekaj pritožb, kako težavno je priti k nam. Zdravniki so večinoma prileteli na okoliška letališča, odkoder so jih s kombiji vozili v Ljubljano. A ker si, razlaga Herman, nekateri zaradi enega kongresa niso mogli privoščiti večurnega dodatnega potovanja, naprimer iz Gradca, Dunaja, ali pa, kar se zdaj že redno dogaja ob večkilometrskih gnečah na Primorki iz Benetk, so udeležbo množično odpovedovali. Za kontrast bi povedal, podoben kongres je bil leta 2006, ki smo ga tudi mi organizirali. Takrat je bilo 1300 udeležencev, od tega jih je bilo več kot 120 iz Združenega kraljestva. Letos so bili iz Združenega kraljestva samo 2 ali 3. Včasih si lahko se spominja iz Ljubljane 4-krat dnevno potoval v München in Frankfurt, 3-krat v Zürich in Pariz, 2-krat še v Amsterdam in London. Ta Evropski kongres je dobila Ljubljana že v letu 2018, ko so bile razmere povsem drugačne. Vprašanje pa je, če bi tak kongres uspeli danes dobiti, zato ker se ob tem, ko se nekomu dodeli organizacija takšnega kongresa, se vedno pogleda tudi povezljivost oziroma dosegljivost mesta, ki organizira takšen kongres. Adria je imela brez čarterjev kar 16 rednih letalskih linij, a za njenim zadnjim poletom, s katerim so septembra 2019 v Ljubljano pripeljali naše srebrne odbojkarje,
je ostalo pogorišče. Več kot 500 zaposlenih, banke, letalski prevozniki, pri katerih je Adria po prodaji flote najemala letala, skupno skoraj 3000 upnikov, je v stečaju prijavilo za 150 milijonov evrov terjatev. Na koncu so jih priznali dobro polovico, 90 milijonov. Premoženje, ki je ostalo, stavba, rezervni deli letal, tudi umetniška dela, pa uniforme pilotov, stevardes, kovčki in celo oprema, s katero so potnikom na letalih stregli obroke, je bila ocenjena na pičlih 6,2 milijona evrov. Bili so direktori, ki so znali voditi to podjetje do nekje 15 let nazaj, ko se je začelo neko obdobje neznanja vodenja tega podjetja in se je postavljalo vodilni kader brez nekih strokovnih znanj. Politika je predvsem v zadnjem obdobju Adrije brutalno kadrovala. Med direktorji so sicer tudi znana imena: Janez Kocjančič, Max Tajnikar, tudi zdajšnji finančni minister Klemen Boštjančič. Eden ključnih odločevalcev pri vprašanju, ali bomo dobili novo Adrijo in koliko bo država za to na koncu plačala. Vedno znova sem presrečen, internih sestankih pa zelo kritičen do izjav mojih kolegov ministrov, ki vehementno razlagajo, kako so razni projekti, v tem primeru tudi letalska družba, pravzaprav brez težav, kako javne finance to lahko brez problema pokrijejo. To seveda ne drži. In kako danes na stečaj gledajo nekdanji zaposleni? Gregor Rozina je bil član kabinskega osebja 14 let. Letalstvo je zapustil z zadnjim dnem Adrije. Seveda ostaja grenek priokus, bila je to neka negativna izkušnja, ne samo za nas zaposlene. Slovenija se mi zdi, da je na nek način postala izbrisana iz zemljevida sveta. Nova Adria pomeni ekstremno visoke stroške za državo, pa jasno hrvaški letalski analitik, pri katerem se ustavimo na poti zagrebškega letališča. Vrlo vam je stvar jednostavna. Ako Slovenija ide raditi novu kompaniju, ona mora napraviti kompaniju koja će u vrlo skoro vrijeme, u sljedećih 2-3 godine, imati minimalno 6 ili 7 aviona. Bez toga ona ne može biti nikako profitabilna. Sve manje od toga znači probleme u operacijama, pokvario se jedan avion i što ćete onda, i to vam znači užasno puno novaca. Ustanovitev nove družbe bi pomenila do 100 milijonov evrov, s tem, da so nova letala praktično nedobavljiva. Za primerjavo, nov Airbus stane okoli 35 milijonov, nanj se čaka več let. Ko vam nekdo danes reče, da bi država ustanovila novega prevoznika, kaj se ob tem mislite? Absolutno za. Jaz mislim, da si to Slovenija zasluži, da ima to pozitivne učinke, širše kot pa samo za nekaj politikov, ki se vozijo pa dol v Bruselj. Najprimernejša rešitev, so ugotovili v zadnji analizi, bi bila javno-zasebno partnerstvo. Začeli smo z enim letalom v Afriki, danes popravljamo floto 16 letal. 2 Airbusa, 2 ATR pa 12 Embraerov. Poleg tega pa skrbimo še po tehnični plati za dodatnih 20 letal drugih prevoznikov. Amelia International, letalska družba s sedežem v Sloveniji. Pred dobrimi 10 leti so dobili francoskega strateškega partnerja. Danes so uspešno čartersko podjetje, letijo pa tudi za druge letalske prevoznike, konkretno Air France in Transavio. V Franciji upravljamo, mislim, da v tem trenutku 5 javnih služb, to se pravi, letimo na 5 destinacij, kjer dobivamo subvencijo od države oziroma lokalne regije, da zagotavljamo neko redno povezljivost s Parizom. Pač Francija se je odločila, oziroma lokalna regija, da potrebuje redne povezave s Parizom, zato da njeno gospodarstvo pa konec koncev tudi turizem normalno dela, ker mislim, da z večine krajev, kjer letimo, je tam 5-6 ur do Pariza z nekimi drugimi prevoznimi sredstvi, medtem ko let traja slabo uro. Večkrat so že tudi po propadu Adrije premišljevali o tem, da bi leteli iz Ljubljane. Zaenkrat se jim to finančno ne izplača. V primeru, da se bo slovenska politika res odločila, da gre v nek korak postavitve, pa da ne bomo govorili o prevozniki, ampak povezljivosti Slovenije in da bo to neka skupinska zgodba, to se pravi ne samo letalski prevoznik, ampak tudi promocija Slovenije v tujini, podpora strani naše diplomatske mreže, da se dobi ta prave slote, da se povezuje s pravimi drugimi subjekti, tudi drugimi letalskimi družbami. Mislim, da je vsekakor lepa priložnost, ker bi z veseljem sodelovali. Da je takšno sodelovanje hitrejša in cenejša rešitev, je prepričan tudi Peter Grašek. V zlatih časih Adrije je bil najprej komercialni direktor, nato pa še predsednik uprave, skupaj 16 let.
ker nek prevoznik lahko bazo vzpostavi v enem mesecu ali po enem dnevu, če ima interes v Ljubljani, začne leteti. Vendar mora dejansko najti svoj ekonomski interes in sigurno bi dal pač tudi ustrezno zahtevne finančne pogoje pač državi. Razlaga, da je bilo ljubljansko letališče že v njegovih časih eno najdražjih v Evropi. Ne le pri cenah storitev, ampak tudi pri cenah goriv. Bi morda z bolj konkurenčnimi cenami ali pa zelo konkurenčnimi ceni kerozina, letaliških storitev lahko privabili še kakšnega prevoznika več. Politična preigravanja, apetiti, nepodkovani direktorji, nestrateški, špekulativni partnerji. Scenarij, ki je na kolena spravil Adrio. Na mizi so analize za novega državnega letalskega prevoznika, o katerem niso poenoteni niti na vladi. Morda tudi zaradi dvoma, kako prepričati javnost, da bodo tokrat s državnimi milijoni upravljali usposobljeni, nepolitični menedžerji. Zdaj pa še poglejte v nadaljevanje oddaje.